Molitvena ura za Božje usmiljenje. Večni Oče, darujem ti telo in kri, dušo in božanstvo tvojega preljubega Sina in našega Gospoda Jezusa Kristusa, spravo za naše grehe in za grehe vsega sveta. Po njegovem prebritkem trpljenju usmili se nas in vsega sveta. Po njegovem prebritkem trpljenju usmili se nas in vsega sveta. Hrišnjatelno Izusovo, bodi češčeno, moljeno, bodi češčeno, moljeno. Hrišnjatelno Izusovo, angeli tveri hvala pojo, angeli tebi hvala pojo. Hrišnjatelno Izusovo, hvali tež zemlja, hvali nebo. Hvali tež zemlja, hvali nebo.
mi glej smo prihiteli, nočemo naslad sveta, radi tebe bi imeli za prijatelja svojega. Znane so ti naše rive, veš kako smo brez moči. Vli moči za bridke dneve, stoj ob strani sred noči. Znane so ti naše rive, stoj ob strani sred noči. Vli moči za bridke dneve, stoj ob strani sred noči. Tebi želim, moj Bog, tebi, moj Bog, če boš poslal bridkost ali radost, tebe bom ljubil zdaj in na vekomaj. K tebi želim, moj Bog, k tebi, moj Bog. Iz strašne vročine ognja v vicah se dviga vdihovanje k tvojemu smiljenju. Duše okusijo osvežitev, uteho in olajšanje v izlitem potoku krvi in vode. Danes mi privedi duše, ki so vječi vic, in jih potopi v globine mojega usmiljenja. Naj potoki moje krvi pogasijo njihov ogenj. Vse te duše neizmerno ljubim, saj zadoščujejo moji pravičnosti. Ti jim moreš prinesti olajšanje. Zajemi iz zaklada moje cerkve vse odpustke in jih daruj zanje. Ko bi poznala njihovo trpljenje, bi zanje neprestano darovala duhovno miloščino in poravnavala dolgove moji pravičnosti. Neizmerno usmiljeni Jezus, ti sam si dejal, da hočeš usmiljenje. Glej, bivališče tvojega neizmerno usmiljenega srca vodim virne duše, ki jih tako ljubiš, a se vendar morajo odkupiti tvoji pravičnosti. Naj studenci krvi in vode, ki so privreli iz tvojega srca, pogasijo ognjeni plamen vic, da bi se tudi tam slavila moč tvojega usmiljenja. Višnji Oče, usmiljeno poglej na trpeče duše v vicah, ki so zaobjete v nadvse usmiljenem Jezusovem srcu. Zaradi bridkega trpljenja Jezusa, tvojega Sina, in bridkosti, ki je preplavljala njegovo presveto dušo, izkaži svoje usmiljenje dušam, ki so pod pogledom tvoje pravičnosti. Ne glej nanje drugače, kakor skozi rane tvojega preljubega Sina Jezusa, saj verujemo, da sta tvoja dobrota in usmiljenje brezmejni. Amen. Rožnega venca Božjega usmiljenja predajmo Bogu vse pokojne iz naših družin
in vse danes umrle, prosimo, naj dosežejo Božje kraljestvo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Verujem Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od onod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, v Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, naše ustaljenje in večno življenje. Amen. Večni Oče, darujem ti telo in kri, dušo in božanstvo tvojega preljubega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, v spravo za naše grehe in za grehe vsega sveta. Po njegovem prebritkem trpljenju usmiri se nas in vsega sveta. Po njegovem prebritkem trpljenju usmiri se nas in vsega sveta. Po njegovem prebritkem trpljenju usmiri se nas in vsega sveta. Po njegovem prebritkem trpljenju usmiri se nas in vsega sveta. Po njegovem prebritkem trpljenju usmiri se nas in vsega sveta. Po njegovem prebritkem trpljenju usmiri se nas in vsega sveta. Po njegovem prebritkem trpljenju usmiri se nas in vsega sveta. Po njegovem prebritkem trpljenju usmiri se nas in vsega sveta. Po njegovem prebritkem trpljenju usmiri se nas in vsega sveta. Po njegovem prebritkem trpljenju usmiri se nas in vsega sveta. Jezus, vate zaupam. Zagledala sem angela varuha, ki mi je naročil, naj mu sledim. Nenadoma sem se znašla na zamegljenem kraju, polnem ognja, v njem pa je bila množica trpečih duš. Te duše zelo goreče molijo, a zase zaman. Samo mi jim moramo pomagati. Plameni, ki so jih žgali, se me niso dotaknili. Moj angel varuh me niti za trenutek ni zapustil. Te duše sem vprašala, v čem je njihovo največje trpljenje. Soglasno so mi odgovorile, da je njihovo največje trpljenje hrepenenje po Bogu. Videla sem Božjo mater, ki je obiskovala duše v vicah. Duše naslavljajo Marijo z morska zvezda. Ona jim prinaša olajšanje. Želela sem se z njimi pogovoriti še več, a angel varuh mi je dal znamenje za odhod. Za vrati te ječe, polne trpljenja, sem zaslišala notranji glas, ki je rekel:
Moje usmiljenje tega noče, a pravičnost to zahteva. Od takrat sem s trpečimi dušami v vicah tesno povezana. Večni Oče, darujem ti telo in kri, dušo in božanstvo tvojega preljubega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, v spravo za naše grehe in za grehe vsega sveta. Po njegovem prebritkem trpljenju, Usmili se nas in vsega sveta. po njegovem prebritkem trpljenju, Usmili se nas in vsega sveta. po njegovem prebritkem trpljenju, Usmili se nas in vsega sveta. po njegovem prebritkem trpljenju, Usmili se nas in vsega sveta. po njegovem prebritkem trpljenju, Usmili se nas in vsega sveta. po njegovem prebritkem trpljenju, Usmili se nas in vsega sveta. po njegovem prebritkem trpljenju, Usmili se nas in vsega sveta. po njegovem prebritkem trpljenju, Usmili se nas in vsega sveta. po njegovem prebritkem trpljenju, Usmili se nas in vsega sveta. po njegovem prebritkem trpljenju. Usmili se nas in vsega sveta. Jezus, Vate zaupam. Danes večer sem v svoji duši začutila, da nekdo potrebuje mojo molitev. Takoj sem začela moliti. Nenadoma notranje spoznam in začutim duha, ki me za to prosi. Molim tako dolgo, da se umirim. Velika pomoč za umirajoče je v tem rožnem vencu. Pogosto molim po spoznanem namenu, vedno tako dolgo molim, da v svoji duši spoznam, da je molitev učinkovita. Posebej zdaj, ko sem tu v bolnišnici, čutim notranjo povezanost z umirajočimi, ki me prosijo za molitev, ko začnejo umirati. Bog mi je podaril čudovito povezanost z umirajočimi. Kadar se to pogosteje dogaja, ima možnost ugotoviti natančno uro. Danes ob 11. uri po noči sem se nenadoma zbudila in jasno čutila, da je pri meni neki duh in me prosi za molitev. Kar neka sila me prisili k molitvi. Moje spoznanje je čisto duhovno, po nenadnem razsvetljenju, ki mi ga v tem trenutku Bog podeli. Molim tako dolgo, da v duši začutim mir. Ne vedno dolgo, včasih se zgodi, da se umirim že po eni Zdrava Mariji, a včasih molim iz globočine in preneham moliti. Tu pa tam se zgodi, da zmolim ves rožni venec in komaj potem začutim mir. Ugotovila sem tudi, da je takrat, ko dlje časa čutim potrebo po molitvi ali notranji nemir, ta duša v večjem in težjem smrtnem boju. Strma je pod nebo, strma zelo, ali lahko s teboj ti greš z menom. Marija tam stoji, darujem ti telo in kri, dušo in božanstvo tvojega preljubega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, v spravo za naše grehe in za grehe vsega sveta.
po njegovem prebritkem trpljenju, Usmili se nas in vsega sveta. po njegovem prebritkem trpljenju, Usmili se nas in vsega sveta. po njegovem prebritkem trpljenju, Usmili se nas in vsega sveta. po njegovem prebritkem trpljenju, Usmili se nas in vsega sveta. po njegovem prebritkem trpljenju, Usmili se nas in vsega sveta. po njegovem prebritkem trpljenju, Usmili se nas in vsega sveta. po njegovem prebritkem trpljenju, Usmili se nas in vsega sveta. po njegovem prebritkem trpljenju, Usmili se nas in vsega sveta. po njegovem prebritkem trpljenju, Usmili se nas in vsega sveta. po njegovem prebritkem trpljenju. Usmili se nas in vsega sveta. Jezus, vate zaupam. Danes je k meni prišel Gospod in mi rekel: Moja hči, pomagaj mi reševati duše. Šla boš k umirajočemu grešniku, ker je že ves obupan, in molila boš ta rožni venec. Tako mu boš izprosila zaupanje v moje usmiljenje. Nenadoma sem se znašla v neznani koči, kjer je v strašnih mukah umiral že starejši človek. Okrog postelje je bilo ogromno hudobnih duhov in objokana družina. Ko sem začela moliti, so se duhovi teme med sikanjem in grožnjami meni razbežali. Ta duša se je umirila in polna zaupanja zaspala v Gospodu. Kdor je zaupal v mojo dobroto, mi posebej ugaja. Napiši, kadar bodo pri umirajočih molili ta rožni venec usmiljenja, ne bom stal med očetom in umirajočo dušo kot pravični sodnik, ampak kot usmiljeni odrešenik. Zdaj je še temna noč, pošlji pomoč, da ne omagam zdaj, roko podaj. Kadar pa pride dan, pel ti Bog vestu dam, tebi želim, moj Bog, tebi, moj Bog. Večni Oče, darujem ti telo in kri, dušo in božanstvo tvojega preljubega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, V spravo za naše grehe in za grehe vsega sveta. po njegovem prebritkem trpljenju, Usmili se nas in vsega sveta. po njegovem prebritkem trpljenju, Usmili se nas in vsega sveta. po njegovem prebritkem trpljenju, Usmili se nas in vsega sveta. po njegovem prebritkem trpljenju, Usmili se nas in vsega sveta. po njegovem prebritkem trpljenju, Usmili se nas in vsega sveta. po njegovem prebritkem trpljenju, Usmili se nas in vsega sveta. po njegovem prebritkem trpljenju, Usmili se nas in vsega sveta. po njegovem prebritkem trpljenju, Usmili se nas in vsega sveta. po njegovem prebritkem trpljenju, Usmili se nas in vsega sveta. po njegovem prebritkem trpljenju. Usmili se nas in vsega sveta. Jezus, vate zaupam. Po noči sem se nenadoma zbudila in spoznala,
da me neka oseba prosi za molitev in da molitev nujno potrebuje. Prav kratko, vendar iz vse duše, sem zanjo prosila Gospoda milosti. Naslednjega dne po 12. uri, ko sem stopila v dvorano, sem zagledala umirajočo osebo in zvedela, da se je agonija začela že po noči. Ugotovila sem, da je bilo to tedaj, ko me je prosila za molitev. Nenadoma sem zaslišala v duši glas. Zmoli rožni venec, ki sem te ga naučil. Stekla sem po rožni venec in pokleknila ob umirajoči ter začela z vso gorečnostjo moliti ta rožni venec. Nenadoma je umirajoča odprla oči in se ozrla name. Še preden sem zmolila cel rožni venec, je umrla v čudovitem miru. Goreče sem prosila Gospoda, naj izpolni obljubo, ki mi jo je dal glede molitve tega rožnega venca. Gospod mi je dal spoznati, da je ta duša prijela milost, ki mi jo je Gospod obljubil. To je bila prva oseba, ki je okusila Gospodovo obljubo. Čutila sem, kako je moč usmiljenja objela to dušo. Večni Oče, darujem ti telo in kri, dušo in božanstvo tvojega preljubega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, spravo za naše grehe in za grehe vsega sveta. Po njegovem prebritkem trpljenju, Usmili se nas in vsega sveta. po njegovem prebritkem trpljenju, Usmili se nas in vsega sveta. po njegovem prebritkem trpljenju, Usmili se nas in vsega sveta. po njegovem prebritkem trpljenju, Usmili se nas in vsega sveta. po njegovem prebritkem trpljenju, Usmili se nas in vsega sveta. po njegovem prebritkem trpljenju, Usmili se nas in vsega sveta. po njegovem prebritkem trpljenju, Usmili se nas in vsega sveta. po njegovem prebritkem trpljenju, Usmili se nas in vsega sveta. po njegovem prebritkem trpljenju, Usmili se nas in vsega sveta. po njegovem prebritkem trpljenju. Usmili se nas in vsega sveta. Jezus, Vate zaupam. sveti Bog, sveti močni, sveti nesmrtni, Usmili se nas in vsega sveta. sveti Bog, sveti močni, sveti nesmrtni, Usmili se nas in vsega sveta. sveti Bog, sveti močni, sveti nesmrtni. Usmili se nas in vsega sveta. Jezus mi je dal razsvetljenje glede govorenja. Včasih preveč govorim. Lahko bi bilo z 2, 3 besedami opravljeno, a jaz za to uporabim preveč časa. Vendar Jezus želi, da bi ta čas uporabila za vzdihljaje, za odpustke dušam, ki trpijo v vicah. Gospod mi je rekel, da se bo na sodni dan presojala vsaka beseda. Jezus, moja ljubezen sega onkraj sveta do trpečih duš v vicah in tudi njim hočem izkazati usmiljenje z molitvami, povezanimi z odpustki. Božje usmiljenje nima dna in je neizčrpno in nepojmljivo, kakor sam Bog. Moja hči, spodbujaj ljudi k molitvi rožnega venca, ki sem ti ga izročil. Po molitvi tega rožnega venca sem pripravljen dati vse, za kar me bodo prosili. Trdovratne grešnike, ki ga bodo molili, bom napolnil z mirom. Njihova zadnja ura bo srečna.
Nebesi sem doma, Božja ljubezen je cvet, a usmiljenje je sad. Naj tisti, ki dvomi, bere te misli o usmiljenju in naj začne zaupati. Božje usmiljenje, ki izviraš iz očetovega naročja. Vate zaupam. Božje usmiljenje, največja Božja lastnost. Vate zaupam. Božje usmiljenje, nepojmljiva skrivnost. Vate zaupam. Božje usmiljenje, vrelec, ki izviraš iz skrivnosti presvete Trojice. Vate zaupam. Božje usmiljenje, nedoumljivo vsakršnemu, tako angelskemu, kako človeškemu razumu. Vate zaupam. Danes sem občutila, kako zelo je neka umirajoča oseba želela molitev. Molila sem tako dolgo, dokler nisem občutila, da je že umrla. Kako zelo umirajoči potrebujejo molitve. Jezus, navdihni ljudi, da bi pogosto molili za umirajoče. Bog nepojmljivega usmiljenja, ki mi dovoljuješ, da z nevredno molitvijo umirajočim prinašam olajšanje in pomoč, bodi 1000-krat blagoslovljen, kolikor zvest je na nebu in kolikor kapljic vode v vseh oceanih. Naj tvoje usmiljenje odmeva po vsej zemeljski obli in naj se povzpne do vznožja tvojega prestola in slavi to tvoje največjo lastnost, to je tvoje nepojmljivo usmiljenje. Božje usmiljenje, iz katerega izvira vsakršno življenje in sreča. Vate zaupam. Božje usmiljenje, višje od nebes. Vate zaupam. Božje usmiljenje, vir čudežev in skrivnosti. Vate zaupam. Božje usmiljenje, ki objemaš vse vesolje. Vate zaupam. Božje usmiljenje, ki si prišlo na svet v osebi učlovečene besede. Vate zaupam. Ko sem nekega popoldneva prišla na vrt, mi je angel varuh rekel: moli za umirajoče. Takoj sem začela moliti rožni venec za umirajoče skupaj z vrtnaricami. Potem smo molile različne molitve za umirajoče. Po končanih molitvah so gojenke začele med seboj veselo kramljati. Kljub njihovemu čebljanju sem v svoji duši zaslišala besede: moli zame. Ker nisem mogla teh besed dobro razumeti, sem se oddaljila za nekaj korakov od gojenk in razmišljala, kdo bi to bil, ki me prosi za molitev. Tedaj sem zaslišala besede: sem sestra. Ta sestra je bila v Varšavi, a jaz sem zdaj v Vilnu. Moli zame, dokler ti ne povem, kdaj prenehaj, umiram. Takoj sem začela za njo prisrčno moliti k umirajočemu srcu Jezusovemu. Ni mi dala, da bi se oddahnila. Tako sem molila od 3. do 5. ure. O 5. sem zaslišala besede: hvala lepa, razumela sem, da je umrla. Naslednjega dne sem pri sveti maši goreče molila za njeno dušo. Popoldne je prišla kartica z obvestilom, da je sestra ob tej in tej uri umrla. Spoznala sem, da je bila to ura, ko mi je rekla: moli zame.
Ne bi si sam doma, od tega ne sveta, ne bi se veselil, tja priti si želim. Ne bi se veselil, tja priti si želim. Božje usmiljenje, ki si priteklo iz odprte rane Jezusovega srca. Vate zaupam, Božje usmiljenje, ki si za nas vsebovano v Jezusovem srcu, posebej za grešnike. vate zaupam, Božje usmiljenje, nedoumljivo v ustanovitvi svete Evharistije. vate zaupam, Božje usmiljenje v ustanovitvi svete Cerkve. vate zaupam, Božje usmiljenje v zakramentu svetega krsta. vate zaupam. Ko je ena izmed naših sester umirala in je vsa skupnost zbrana okrog nje, prišel pa je tudi duhovnik, ki je podelil bolniško maziljenje, sem zagledala množico duhov teme. Tedaj sem pozabila, da sem med sestrami, in zgrabila sem škropilnico z blagoslovljeno vodo ter poškropila duhove, na kar so takoj izginili. Ko pa so sestre prišle v jedilnico, me je mati prednica opomnila, da ne bi smela bolnice poškropiti v navzočnosti duhovnika, ker ta dejavnost pripada njemu. Ta opomin sem sprejela v duhu pokorščine, a blagoslovljena voda umirajočim prinaša veliko olajšanje. Božje usmiljenje v našem upravičenju po Jezusu Kristusu. Vate zaupam, Božje usmiljenje, ki nas spremljaš skozi vse naše življenje. vate zaupam, Božje usmiljenje, ki nas posebej objemaš v smrtni uri. vate zaupam, Božje usmiljenje, ki nam podarjaš večno življenje. vate zaupam, Božje usmiljenje, ki nas spremljaš v vsakem trenutku našega življenja. vate zaupam, Zagledala sem neko dušo, ki se je v grozljivih mukah ločevala od telesa. Jezus, ko moram to zapisati, vsa drhtim, videč grozote, ki pričajo proti njej. Videla sem, kako so iz nekakšne blatne globeli prihajale duše majhnih in večjih otrok, približno 9 let. Bile so strahotne in gnusne, podobne najstrašnejšim pošastim in razpadajočim truplom. Toda ta trupla so bila živa in so pričala zoper človeka, ki ga vidim umirati. Čeprav je bil ta človek deležen velikih časti in ploskanja sveta, je bil njegov konec praznina in greh. Nazadnje je prišla neka žena, ki je v nekakšnem predpasniku nosila solze. Tudi ta je silovito pričala proti njemu. O strašna ura, v kateri bodo vidna vsa naša dela, vsej razgaljenosti in bednosti. Prav nobeno ne bo propadlo, zvesto nas bodo spremljala na Božjo sodbo. Nimam besed in primerjav, da bi lahko izrazila takšne strašne stvari. Čeprav se mi zdi, da ta duša ni pogubljena, se njene muke v ničemer ne razlikujejo od peklenskih muk, samo ta razlika je, da se bodo nekoč končale. Ne bi si sem doma, kjer družba angelska se večno veseli, si mene tja
Božje usmiljenje, ki nas varuješ pred peklinskim ognjem. Vate zaupam, Božje usmiljenje v spreobrnenju najtrdovratnejših grešnikov. vate zaupam, Božje usmiljenje za čudenje za angele. Božje usmiljenje nepojmljivo za svetnike. vate zaupam, Božje usmiljenje nedoumljivo v vseh božjih skrivnostih. vate zaupam, Božje usmiljenje, ki nas dvigaš iz vsake naše revščine. vate zaupam, 2. novembra 1936. Zvečer po večernicah sem odšla na pokopališče. Nekaj časa sem molila. Tedaj sem zagledala eno od naših sester, ki mi je rekla: "V kapeli smo." Razumela sem, da moram oditi v kapelo in tam moliti za sprejem odpustkov. Naslednji dan sem med svetomašo videla, kako so se z oltarja k nebu dvignili 3 beli golobi. Razumela sem, da niso v nebesa šle samo te 3 duše, ki sem jih videla, ampak mnoge druge, ki sploh niso umrle v naši ustanovi. Kako dober in usmiljen je Gospod. Moja hči, zapiši besede. Vsi tisti, ki bodo slavili moje usmiljenje in širili, obujali druge k zaupanju v moje usmiljenje, ne bodo ob smrtni uri okusili groze. Moje usmiljenje jih bo varovalo v zadnjem boju. Božje usmiljenje, vir naše sreče in veselja. vate zaupam, Božje usmiljenje, ki nas kličeš iz niča v bivanje. vate zaupam, Božje usmiljenje, ki zaobjemaš vsa dela svojih rok. vate zaupam, Božje usmiljenje, krona vsega, kar je in kar bo. vate zaupam, Božje usmiljenje, v katero smo vsi potopljeni. vate zaupam, V petek zjutraj, ko sem šla v kapelo k sveti maši, sem nenadoma na hodniku zagledala velik brinov grm, v njem pa groznega mačka, ki mi je jezno gledal in mi oviral pot v kapelo. En vzdihljaj imena Jezusovega in vse se je razpršilo. Ves dan sem darovala za umirajoče grešnike. Med sveto mašo sem posebej čutila Gospodovo bližino. Po svetem obhajilu sem polna zaupanja pogledala v Gospoda in mu rekla: Jezus, tako zelo ti želim nekaj povedati. In Gospod se je name ljubeznivo ozrl in mi je rekel: Kaj mi želiš povedati? Jezus, prosim te v moči tvojega nepojmljivega usmiljenja, da bi bili vsi danes umrli ljudje obvarovani peklenskega ognja, čeprav bi bili največji grešniki. Danes je petek, spomin tvoje bridke smrti na križu. Ker je tvoje usmiljenje nepojmljivo, se angeli temu ne bodo čudili. Jezus me je priklenil na svoje srce in rekel: Ljubljena hči, dobro si spoznala globino mojega usmiljenja. Storil bom, kakor me prosiš, toda vedno se združuj z mojim umirajočim srcem in zadoščuj moji pravičnosti. Vedi, da si me prosila za veliko zadevo, ker vidim, da ti je to narekovala čista ljubezen do mene. Bom ugodil tvojim željam. Ne nisi sam doma, tam Jezus krono da, tam je moj pravi dom, tam večno srečen bom.
Božje usmiljenje, osrečujoča tolažba za potrta srca. Vate zaupam. Božje usmiljenje, edino upanje obupanih duš. Vate zaupam. Božje usmiljenje, počitek src, spokojno sredi nemira. Vate zaupam. Božje usmiljenje, radost in zanos svetih duš. Vate zaupam. Božje usmiljenje, ki prebujaš upanje proti upanju. Vate zaupam. Bog je usmiljen in poln svetosti, počasen za jezo in poln dobrote. Zato bom vekomaj klical Božje usmiljenje. Molimo, večni Bog, čigar usmiljenje je nedoumljivo in čigar zakladi dobrotljivosti neizčrpni, milostno poglej na nas in pomnoži v nas svoje usmiljenje, da v težkih trenutkih ne bomo obupovali in ne izgubljali poguma, marveč se z velikim zaupanjem izročali tvoji sveti volji, ki je ljubezen in usmiljenje samo. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, kralju usmiljenja, ki s teboj in svetim duhom izkazuje usmiljenje vekomaj. Amen. O Marija, moje želje, kada spomniš se na ti, sladka radost in veselje, pride v tožno mi srci. Ti deliš veselje mir, blage milosti si vir. Ti deliš veselje mir, blage milosti si vir. Ko na zemlji si zaspala, srečno, sladko in mirno, si v nebesa se podala, da ne vidite oko. A pri tebi so želje, k tebi zdihaše srce. A pri tebi so želje, k tebi zdihaše srce. Tebe v rajski zdaj višava, srečno angeli časti. Mene v zemeljskih težavah, bridko pametnih srci, naj do tvojih kdaj višji pride solzve zemlje sin. Naj do tvojih kdaj višji pride solzve zemlje sin.
svoj